koncertom mešanega pevskega zbora Krka na Muzejskih vrtovih se je začel festival Teden kultur. Krka Will Rock You je koncert svetovnih rock in pop uspešnic v izvedbi zbora in gostov. Tako se je na najboljši možen način začel žur vseh kultur. Ja, to je samo nadaljevanje zgodbe, ki smo jo začeli že 2 leti nazaj. Imeli smo priredbe dolenjskih skupin, rock komadov in seveda pokukali smo tudi v tujino, tam je neizmerno bogata zakladnica komadov in MPZ Krka Will Rock You je bilo potem pravzaprav nadaljevanje te zgodbe. Teden kultur ponuja utrip in doživetje dežel in držav, iz katerih prihajajo ljudje, s katerimi si že dolgo delimo Novo mesto oziroma Slovenijo in želimo pokazati, kako je, če v sožitju sobivamo in se nekako ne delimo na mi in oni, ampak pogledamo, kaj lahko naredimo skupaj, ker tako je veliko bolj pestro, kar izkazuje tudi program Tedna kultur. Odlični vokalisti so se na Muzejskih vrtovih predstavili z izkušenimi glasbeniki. Imamo kar, bom rekla, stalnico pri glasbenikih, Nejca Lukana, potem Nikolo Matošiča in pa Ernesta Mikliča, ki nam tudi piše priredbe. Letos pa se nam je pridružil še Jernej Zoran, ker pri teh svetovnih komadih znanih skupin smo rabili še malo podpore in še malo električnega pritiha kitare, tako da jaz mislim, da bo krasen koncert. Krkaši so za številne goste pripravili jagodni glasbeni izbor, ki je bil namenjen vsem generacijam. Težko je bilo, recimo, da smo prvih 5 takole na hiter, potem je bilo pa, meni je ta boljši, nekomu drugmu popularen izbor, bi pravzaprav vsak lahko naredil zase. Mi smo jih danes pripravili 15, mislim, da bo to za vsakega nekaj, od prav udarnih do tudi nežnih sentišev, tako da jaz mislim, da bo za vsakega nekaj. V mešanem pevskem zboru je trenutno 32 aktivnih članov. Vaje 2-krat tedensko, seveda za tak repertoar je potrebna tudi še kakšna več, ker se vedno nam predstavljajo take zgodbe izziv, zato da je motivacija za naprej. Tudi za naprej postavljamo visoke mejnike in vabimo že zdaj nove člane, da se nam pridružijo. Več nas je, bolj je zabavno, bolj je zanimivo in tudi več lahko pokažemo skupaj. Festival Teden kultur je letos na ogled tako v svoji mini kot maxi izvedbi. Od 6 popoldne do 7 je program za otroke, vsak dan na Glavnem trgu, zvečer pa za odrasle. Niso pa izključeni otroci tudi ne v tem programu, ker je sestavljen tako, da je primeren tudi za družine, z izjemo mogoče stand-upa v ponedeljek, kjer bo komedija po domače. Pionirji slovenskega stand-upa prihajajo iz Bosne in bodo najbrž rekli tudi kakšno žmohtno. V minulih letih se je festival med ljudmi dobro prijel, kar se odraža tudi na vedno boljšem obisku njihovih dogodkov. Festival iz leta v leto raste, zato ker se čedalje bolj povezujemo z akterji v mestu. Že drugo leto zapored smo uspeli povabiti zraven tudi vse lokale na Glavnem trgu, povezati skoraj vse zavode v Novem mestu in to se odrazi tudi na programu. Potem je lahko kvalitetnejši, širše občinstvo nagovori. Tako da raste. Festival bo potekal na nekaterih najlepših lokacijah v Novem mestu. Vse poteka na Glavnem trgu, z izjemo uvodnega dogodka na Muzejskih vrtovih in pa četrtkovega kina na prostem, ki bo prav tako na Muzejskih vrtovih. Če pa bo dež, bo pa vse potekalo, vendar pod strehami. Predlagam, da si vsakič sproti obiskovalci pogledajo našo spletno stran ali pa Facebook stran in preverijo, v katerem notranjem prostoru. Prireditelj festivala Teden kultur je Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto s partnerji.